Sloveniji se očitno vsi zavzemamo za večjo odprtost arhivov. Pri tem seveda je poudarek na arhivih Udbe. Tako Ministrstvo za kulturo in minister dr. Uroš Grilc trdi, da bo novi zakon bolj odpiral gradiva. SDS se zavzema za večjo odprtost gradiva. Tudi Nova Slovenija se zavzema za večjo odprtost arhivskega gradiva, še posebej kar se tiče Udbe. In zaradi tega Nova Slovenija poziva Ministrstvo za kulturo in ministra dr. Uroša Grilca in stranko SDS, da skleneta dogovor, po katerem bi se SDS odrekel oziroma umaknil zahtevo za referendum, Ministrstvo za kulturo bi pa denar, ki bi ga sicer moralo nameniti za referendum, namenilo za digitalizacijo vsega tega udbovskega gradiva in pa za objavo na spletnih straneh. Denar bi še ostal in bi z njim lahko dodatno opremili arhive z novimi zaposlitvami, torej kadrovske okrepitve, z novimi tehnologijami. Saj nekateri zgodovinarji trdijo, da bo prišlo do večje tehnične zaprtosti, torej da arhiv ne bo zmogel svojega dela. V primeru digitalizacije, v primeru novih kadrov, nove opreme, bi zagotovo prišlo do večje tehnične odprtosti. Denar pa bi preusmerili torej v to, da bi bilo arhivsko gradivo digitalizirano, bolje varovano in tudi bolj dostopno. Vemo, da v primeru referenduma mora država nameniti za to okrog 4,5 milijona evrov. Če je skupen referendum z volitvami, drugimi volitvami, to pomeni 1,3 milijona. Pravijo, da za digitalizacijo v arhivu potrebujejo 500 000 evrov, če sem prav razumela ministra. Pa če dodamo še nekaj, torej bi lahko denar še prihranili. Ukolikor bi denar prihranili, predlagam, da ga namenimo za obnovo pomembnega kulturnega spomenika za cerkev svetega Mihaela na Barju. Nova Slovenija tudi poziva ministra dr. Uroša Grilca in pa stranko SDS, da se opredelita do tega našega poziva. Zakaj smo se odločili za to? Ker menimo, da je treba v Sloveniji umiriti te razmere, ta boj, če tako rečemo, ki ne prinaša nič dobrega, nič pozitivnega, in naš pogled usmeriti v prihodnost. Še posebej v času, ko se moramo spopadati tudi s posledicami velike naravne nesreče, se nam ne zdi dopustno, da trošimo denar za nekaj, kar pravzaprav sploh ni potrebno. Kajti sprememba zakona, torej novela zakona o varovanju arhivskega gradiva in arhivih, sploh ni tako niti odločujoča, niti tako velika, da bi bil zaradi tega potreben referendum. Zato še enkrat poudarjam, moči, denar moramo usmeriti v prihodnost. In zato pozivamo tako ministra kot stranko SDS, da razmislita o tem našem predlogu.